Jaz mislim, da je kuhinja eno tako svoje agresivno okolje, kjer je veliko komolčarstva, veliko karierizma, kar hkrati dostikrat pripelje tudi do ene prikrite agresije. Jaz vedno pravim, da je treba ločiti med dvema agresijama. Ena je verbalna in ta je včasih še bolj boleča od fizične. Za kuharski svet velja, da je verbalne agresije zares veliko. V moji kuhinji, ki vlada ženska, ki je tudi mamica 2 otrok, se resnično trudimo, da bi se verbalni in sploh telesni agresiji umakali. Ste že kdaj doživeli nasilje? Na vsak način je verbalnega nasilja v mojem življenju bila vedno zelo veliko, ker ne pozabiti, sem 20 let v kuhinji in živimo v okolju, hribovskem okolju, kjer smo ljudje mogoče malo bolj temperamentni in mislim, da sem na dnevni bazi bila priča nasilnim situacijam. Kako ste se odzvali na nasilje? Jaz se spomnim, da je pri nas bila zaposlena ena deklica, zelo mlada, ki je prihajala iz družine, kjer je bilo ogromno fizičnega nasilja. In nikoli ne bom pozabila, da sva se oba z možem izjemno sekirala in stalno nudila zatočišče doma in ona je rekla, ne morem domov, ker pač v bistvu je tam tudi mama in sestra in tako naprej. Ampak potem je bila ena noč, ki je bilo res tako hudo, da je ona poklicala policijo. In jaz se spomnim, da sem potem osebno poklicala socialno službo, ker policija ni naredila nič. Zakaj je treba reči ne nasilju? Jaz mislim, da nasilje pripelje do še več nasilja. In nasilje nikakor ni odgovor k reševanju problemov. Jaz pravim, da v kuhinji kuhar vpije, dvigne glas, v nekaterih, recimo japonskih kuhinjah, celo udari, takrat, ko je stisnjen v kot. Vpitje in vsa ostala nasilja so znak nemoči nekoga, ki ne zna drugače reševati problemov. Včasih se glasno kregajo tudi otroci in starši. Kdaj se otrok počuti nemočnega? Jaz se bojim, da dostikrat otrok ni slišan ali uslišan. Kaj pa starši? Zgodi se recimo enkrat na par let, da izgubim živce, ker sta približno enako stara in točno veste, na katere gumbe je potrebno včasih pritiskati, da mamo zvrneš na nek način čez. In ko prijemo do take situacije, jaz njiju oba opozorim, ona dva opozorita mene in jaz opozorim njiju, da smo eni in drugi šli čez rob. Zato jaz mislim, da je v vsej tej zgodbi dobro včasih opozoriti tudi mlade ljudi oziroma otroke, da je tudi verbalno nasilje z njihove strani pravzaprav nasilje.